V Velenju dvoboj zgornjega dela lestvice med domačim Rudarjem in nogometaši Kopra. Koprčani so imeli 3 točke prednosti pred svojimi tekmeci, tokrat pa so tekmo odprli sijajno, tekla je 7. minuta, podaja z leve, na koncu pa na pravem mestu Palčič, ki je žogo zabil mrežo za 0:1. Lepa žoga pred vrata, Palčič pa najspretnejši za prednost Kanarčkov. V 12. minuti prva prava akcija tudi Velenjčanov, lepo je podal Eterović, hitrejši od Podlogarja pa je bil vratar Simčič in žogo uspel izbiti. Še en prosti strelec za domače nogometaše, meril je Eterović točno v vratarja Simčiča. Do konca prvega polčasa še 3 priložnosti, vse na strani gostov, najprej v daleč meril Galešić, še enkrat je bil nevaren Goran Galešić po prostem strelu, tokrat je zatresel le zunanji del mreže, na žogi je bil vratar Rozman. In še zadnja akcija, najlepša koprska v tem zaključnem delu prvega dela, lepo je podal Štromajer, Palčič pa je meril nekoliko premalo odločno in Rozman je njegov strel ubranil. Drugi polčas in prva akcija Galešića, odličen strel, odbita žoga in potem velika priložnost za Štromajerja, ki je pravzaprav zgrešil nemogoče. Nova akcija Kopra, z roko je igral Bubalović, ki je že imel rumeni karton, prejel še svojega drugega in z igralcem manj je tekmo nadaljevala domača ekipa. Prosti strel je izvajal Galešić brez prave nevarnosti za vrata Rudarja. Nato je padel Pučko, ob njem je bil Ivan Knezović, glavni sodnik pa prekrška tokrat ni dosodil. Še ena akcija Pučka, ki je bil nevaren v tem drugem delu, lepo je pregraval in meril daleč ter premagal Rozmana s tem izjemnim strelom za 0:2. Tekla je 72. minuta, tekma je bila s tem tudi odločena, Koprčani so z igralcem več povišali prednosti in imeli 2 gola prednosti. Do konca še strel Saramatija, ki je končal mimo gola, to pa je bila tudi zadnja akcija tekme. Rudar Koper na koncu 0:2 in Koper je še vedno prvi zasledovalec Maribora.